No, težko rečem danes, kako je politike, ko sem pravzaprav danes šele začel to funkcijo. Seveda pa nisem čisto izven politike že v preteklih 20 letih. Jaz sem začel s politiko leta 1989, takrat, ko so se ustanavljali Slovenski krščanski demokrati, in najbrž mnogi med nami ne veste, da sem bil v bistvu tudi član prvega mestnega sveta, takrat pod vodstvom našega župana, gospoda Jožeta Štrgarja. No, jaz bi rekel tako, da je tako imenovanje oziroma ta funkcija ena velika odgovornost. Poleg na nek način priznanja prinaša tako funkcija s sabo predvsem to, da bo potrebno trdo, odgovorno in pa pošteno delati. Ja, jaz mislim, da je osnovna prioriteta vlade pravzaprav to, kar je v bistvu tudi predsednik povedal in pa vsi tako imenovani gospodarski del vlade je seveda oživitev gospodarstva. Drugi del je izjemno pomemben, je seveda uravnoteženje proračuna, pri čemer mislim, da je res tisto, kar je bilo večkrat slišati, da ne gre za varčevanje, ampak gre za to, da lahko porabimo samo toliko, kot imamo. In pa zadnji del, oziroma tudi zelo pomembna prioriteta je pa seveda nadaljna vpetost v evroatlantske organizacije, po eni strani politična organizacija, Evropsko skupnost, po drugi strani pa seveda tudi zavezništvo. Ja, v širšem smislu bi rekel, da so prioritete na tem vojaškem področju predvsem ohranitev visoke stopnje usposobljenosti in pa aktivnosti slovenskih vojakov. Tukaj bi izpostavil predvsem to, da so tri ključne stvari, ki sem jih tudi v svojem programu in pa na hearingu podaril, to so prav domoljubje, solidarnost in pa prostovoljnost. Po drugi strani pa seveda treba narediti tudi nekaj sistemskih premikov v novelaciji zakonodaje in sprejemu nekaterih mogočih pravnih aktov. Ja, res je, to sem prej, ko ste me vprašal, glede mojih prioritet, malce pozabil, ampak vsekakor ni mišljeno, da bom to pozabil, to gre za nekako med prvimi prioritetami skrb za prostovoljce, gre za dejstvo, da je tukaj na tem prostovoljnem področju več kot 45.000 prostovoljcev, pretežno v gasilskih enotah, in ta status, njihov status, ki danes ni urejen, bo potrebno v najkrajšem možnem času urediti. Vsekakor pa mislim, da so to tisti naši fantje in dekleta, ki na lokalnem nivoju največ prispevajo k zaščiti in reševanju, posebej v kakšnih naravnih ali pa drugih nesrečah. Ja, moje mnenje je tako, da je ta umik potreben skupaj z ostalimi zavezniki. To pomeni, da dokler so zavezniki tam, smo tam tudi mi, ko pa se zavezniki umikajo, se skupaj z njim umaknemo. No, to vsekakor, čeprav že zdaj moram povedati, da plesal pa ne bom, ker ne plešem, tako da veselice se bom pozdravil. Ja, tisti prosti čas, ki ga imam, moram reči, tudi zdaj v gospodarstvu pravzaprav veliko prostega časa ni bilo, ker sem delal v privatnem podjetju, kjer smo delali po cele dneve, mogoče sobota pa nedelja. V prostem času, če se le da, grem v hribe, sem že od leta 1984 se ukvarjam tudi z alpinizmom, v zadnjih letih seveda manj kot osnovnošolec, pa srednješolec, pa tudi z velikim veseljem še danes zaigram fuzbol. Ja, lahko, seveda. Najvišje, kar sem se povzpel, je vrh Južne Amerike, to je Aconcagua, višina pa je malce pod 6.982, če se ne motim, ampak bi mogel točne metre pogledati v leksikon, tam nekje. Ja, tudi Himalaj sem bil tam sicer ne tako visoko, tam smo osvojili vrh, ki leži nasproti Loceja in Everesta, njegova višina pa je bila 6.100 in še nekaj metrov. Ja, seveda, tudi daj še pridem v Škofijsko gimnazijo, kjer z našimi mladeniči Nove Slovenije in ostalimi upokojenimi nogometaši odigramo kakšno tekmo.